Čau! Tokrat sem spet na vrtu in povedala ti bom par stvari, kar je dobro vedeti oziroma kakšne so moje izkušnje in sicer o vrtu decembra. Vrtičkanje je zame terapija zato, ker se tleh res prostim, pač ne glede na to, a mi uspe veliko zelenjave predelati ali ne, je to neka terapija. Delaš z rokami, z zemljo, lahko imaš rokavice, lahko pa pač se sproščaš, ko delaš zemljo z golimi rokami. Prišla sem pa sem zato, da poberem solato, na koncu sem pa pobrala še vso kolerabo. Zakaj sem jo pobrala? Ker prejšnja leta so me izučila, da mi voluhar lahko to poje. In ker v rastlinjaku imam mrežo spodaj, zunaj na vrtu je pa nimam, sem rekla, da bom to pobrala, ker ne želim, da spet ostanem brez kolerabe. In kaj se je zgodilo? Ene 2 kolerabi sta bile že orang požrti, se pravi, znotri vse pojeden, ostalo sem pa hitro pobrala, ker želim imeti čim več kolerabe. Shranjevanje takih, se pravi zelenjave, ki jo želite shraniti za zimo in pa pač do naslednjega leta, da jo boste imeli čim dlje, je možno v zemlji. To je res fajn, če nimate voluharja. Lahko shranim jaz to kolerabo tudi doma, lahko jo zakopljam v zemljo, v eno posodo, lahko jo dam v listje, lahko jo dam konec koncev tudi v mivko, pač več je opcij, ampak meni najljubša je pač, da jo zakopljam v eno posodo, kjer pač dam še noter zemljo. Tako da v bistvu to je najboljši način, ker jo imam vedno dostopno, lahko bi jo pa kar na vrt, ker imam ene 2 gredice doma, zakopala v zemljo in pač imela to noter. Ampak ker mi je lažje imeti to v kleti, v zemlji ali pa pač v garaži, ki je bolj mrzlo, je to boljša opcija. Ali pa v hladilniku, če nimaš to. Tukaj imamo kolerabo, tukaj imamo ogromno peteršilja in ogromno solate. Noro lepo je, tak čudovit dan in to treba izkoristiti. Tako da, če želiš vrt, pa prid sem in se pričeti malo sproščati v Podotik v Ljubljani, na vrtički pri Kozolcu. Če te karkoli več zanima o vrtu, da naredim video na to temo, naslednjo sezono seveda, mi pa napiš spodaj. Prav, uživi, pa čim več bo to zun, ker le kako je lepo. Noro, čau!